En lep pozdrav vsem skupaj, Mihael sem danes z vami in čaka nas super video, v katerem se bomo znova pogovarjali samo fajn stvari. Skratka, zadnje čase opažam, da so ljudje v zanimivem čustvenem stanju. Ljudje kar čustveno nihajo. Eni so kar malo jezni, eni so malo žalostni, eni so malo prestrašeni, pa so malo veseli, grejo malo na dopust in pa pridejo z dopusta, so spet malo žalostni, malo prestrašeni, malo jezni, malo nezaupljivi. Skratka, en roller coaster čustva se dogaja v ljudeh, ne? In pa sem gledal, zakaj so ljudje tak intenzivni čustveno zadnje čase, če se lepo izrazim. In sem gotovil, da zaradi vseh sprememb, ki se dogajajo v svetu. V svetu se dogaja trenutno ogromno gospodarskih, političnih, zdravstvenih sprememb in te spremembe sem ugotovil, da plašijo večino ljudi. Večina ljudi je prestrašenih, jeznih, nesigurnih zaradi teh sprememb, ki se dogajajo njim. Zaradi tega, ker se neka stvar zgodi in potem se morajo ljudje odločiti, kaj bo naredili s tem. Ne? In nekateri se prilagodijo, nekateri se sprijaznijo, nekateri se prepustijo in ob tem se ustvarjajo določeni občutki. Ampak skupna nit večine ljudi v tem obdobju življenja je pa, da imajo občutek, da nimajo nadzora nad svojim življenjem. Da imajo občutek, da se jim življenje dogaja na nek način in oni ne morejo glede tega nič narediti. In ta video danes je namenjen temu, da vam povem, da temu ni tako. Nič v življenju se ne zgodi samo po sebi. Nič v življenju se ne dogaja kar tako. Vsaka stvar, ki se dogaja, se je nekje začela. In vsaka stvar, posledica, ki je danes prisotna, jo je nekdo sprožil. To se pravi v ozadju vsakega dejanja, v ozadju vsake spremembe v tem svetu. Spremembe, ki se tiče ali mojega življenja, ali vašega življenja, ali življenja neznanih ljudi, je neko bitje, neka zavest v ozadju, ki se je odločila, da bo tako, kot bo. Razumete? To se pravi, vedno se nekdo odloči, kako bojo stvari na tem svetu stale in potem se na podlagi njegove odločitve speljajo določena dejanja, premiki in nastane posledica. In mi živimo to posledico. Ne? In rad bi vam sam povedal, da morate razumeti, da na tem planetu se pač vedno nekdo odloči, kakšne stvari bodo in potem takšne stvari so. Zakaj pa ima potem večina ljudi občutek, da se jim življenje dogaja, da se jim življenje zgodi, da nimajo nadzora nad njim? Zakaj se potem veliko ljudi kar uda? Zaradi tega, ker niso oni tisti, ki sprejemajo odločitve. Ker če vi niste tisti, ki sprejemate odločitve za svoje življenje in se vi ne odločate, kakšno želite, da je življenje, kakšno želite, da je resničnost, potem imate občutek, da nimate nadzora. Potem imate občutek, da se vam stvari zgodijo in potem ste na moč in nemoč prepuščeni okoliščinam in milosti in nemilosti drugih ljudi. In rečeš, naredi z mano karkoli želiš, upam, da bo dobro, le kar upa, bo se bom že sprijaznila. Tako deluje večina ljudi. In če si ti v takšnem delovanju in imaš ti ta občutek nemoči nad življenjem, ja valjda, da si potem nesrečen, valjda, da so potem ljudje prestrašeni, valjda, da so potem ljudje jezni. Rad bi vam povedal še eno stvar. Tak večina ljudi na svetu deluje. Potem ostaja pa druga skupina ljudi. Druga skupina ljudi so pa tisti, ki sprožajo spremembe. So pa tisti ljudje, ki povzročijo, da se neka stvar zgodi. Je pa tista zavest v naravi, ki povzroči, da se neka stvar zgodi. Okay? In to sta dve skupine ljudi. V tej prvi skupini ljudi, o kateri sem prej govoril, je nažalost večina ljudi. Ne vem, če mene vprašate, 90% ljudi deluje na ta način, da enostavno opazujejo spremembe in se jim prilagajajo in imajo ob tem občutek nemoči in sekundarnosti. Nekaj 10% ljudi, ali pa še manj, je pa ljudi, ki sprožajo spremembe, ki se odločijo, kako želijo, da je in potem naredijo vse svojo energijo, mislimi, besedami, dejanji, da se stvari speljajo tako, kot želijo, da se speljajo. Jaz temu rečem kar voditeljski profil ljudi, leadership folk. To se pravi ljudje, ki pridajo in rečejo, jaz bi imel pa tukaj stadion, jaz bi imel pa tukaj gost, jaz bi imel pa tukaj hišo, jaz bi pa rad, da se stvari tako delajo in potem lobirajo, povzročijo, naredijo stvari na takšen način, da se pač stvari speljajo. In življenje je zelo zabavno, če si v tej drugi skupini ljudi. Zaradi tega, ker se ti dejansko odvija v skladu s tvojim narekom duše, v skladu s tvojimi željami, v skladu s tvojimi vizijami. Ker če ne deluješ na ta način kot lider, potem si vedno del vizije na koga drugega, vedno moraš igrati po pravilih na koga drugega.
Vedno moraš kimati z glavo takrat, ko ne želiš. Če pa ti sam ustvarjaš svojo zgodbo, če pa vi sami ustvarjate svojo resničnost, pa ste pa vi šefi svojega življenja. Zato vas bi rad spodbudil, da pejte v to drugo skupino ljudi, da pejte v to drugo skupino ljudi, ki prime življenje, ki prime življenjsko energijo in jo premika tja, kamor si oni želijo. Temu rečemo leadership. In ljudje to delamo na dveh nivojih. Ljudje to delamo na osebnostno-karakternem nivoju in to delamo na energijsko-dušnem nivoju. To se pravi, mi premikamo, gradimo resničnost za svojim karakterjem, za svojo osebnostjo, za svojo karizmo, zemeljsko človeško karizmo kot človek in premikamo in gradimo življenje z dušnimi vizijami, z eterično močjo, ki imamo ljudje. In tukaj vas bi rad povabil na 2 tečaja, ki vam bosta pomagala graditi vašo resničnost, prijeti vašo resničnost na načine, na katere si mnogi nikoli niso predstavljali, da je mogoče. Prvi tečaj je 3. oktober, premierno ga začenjam, tečaj modre alkimije, kjer vam bi rad pokazal, kako Atlantis, kot ena izmed najmočnejših manifestacijskih civilizacij, upravlja resničnost drugih planetov. Kakšne so Atlantisove kode za spreminjanje resničnosti? Kako lahko vi z posebnimi energijskimi kodami primete trenutno resničnost in jo spremenite v nekaj, kar vi želite? Kako lahko dosežete nekaj, kar z normalnimi zemeljskimi pravili, pod narekovaji, nikoli ne bi mogli doseči? Kako lahko spreminjate materijo? Kako lahko materializirate misli v tisto, kar želite? Rad bi vam pokazal ta skrita znanja Atlantisa, ki so bila do zdaj rezervirana samo za visoke duhovne vodnike, ki imajo visoko zavest upravljanja resničnosti. Ampak zdaj je prišel pa čas, da napredni posamezniki, ki gledate ta video, seveda, začnete te kode sprejemati v svoje življenje. To se pravi, kako se spreminja sedanjost, kako odpirati vrata prihodnosti z energijskimi kodami, kako ustvarjati alfe kode za leadership, da bo vaša materija lahko komunicirala za materijo planeta. Kako energijsko sidrati zapise v okoliščine, zato da se stvari zgodijo tako, kot si vi želite. To je tečaj modra alkimija, je tečaj, ki mi je čist razgnal glavo, dobesedno. Na tem tečaju bomo delali stvari, ki še nikoli do zdaj nismo delali in tudi nisem verjel, da je svet pripravljen na njih, ampak očitno je. Na vsaki stopnji boste prejeli drage kamne, to se pravi, na prvi stopnji sprejmete safir, na drugi stopnji prejmete smaragd, na 3. rubin in na 4. diamant. Mislim, da je v tem vrstnem redu. Zaradi tega, ker so to edino dovolj močni kristali za iniciacijo Atlantisove energije. Tako da ta tečaj je neviđen. 3. oktober. 4. oktobra začnem pa z Atlantis Masterjem. Atlantis Master je pa leadership tečaj, tečaj modernega voditeljstva, ki vam bo pomagal zgraditi osebnost, karakter, človeško karizmo, duhovno karizmo na ta način, da boste lahko hodili po prostorih, po svetu, in vodili svoje življenje, vodili ljudi, da vas ne bo strah več, da boste lahko komorkoli pogledali v faco in mu rekli tisto, kar mislite, kar čutite, da ne boste bežali pred resnimi situacijami, da boste imeli dovolj osebne moči, da se lahko sfajtate življenjem, če treba, da lahko premikate energijo tja, kamor vi želite. Naučil vas bom soočati se s težavnimi situacijami, delali bomo vaje pred kamero, naučil vas bom komunicirati, naučil vas bom se povezati z Atlantisom na najbolj edinstvene načine. To je pa 4. oktober. Tako da na naši spletni strani www.potovanjeduse.si ali pa na moji spletni strani www.mihaelzmaher.si si pogledajte ta 2 tečaja, 3. in 4. oktober, ki vam lahko zavedno spremenita moč spreminjanja resničnosti. Verjamem, da vam bo ta video spremenil življenje in verjamem, da boste naredili tiste korake, ki jih rabite narediti, zato da bo vaše življenje smiselno in močno. Se vidimo. Čau!